Na tej razstavi predstavljamo 4 pričevanja. Danes 92-letna gospa Vida Urgelj, ki je danes tukaj tudi z nami, se spominja srečanja s teto preko mejne kontrolne točke, ki je nobena od njiju ni smela prestopiti, ker niste imeli prepustnic. Osnovne potrebščine ste se izmerjali z metanjem blaga preko mejnih ograj. Prav tako 92-letna gospa Milena Zalokar iz Podgore je delila zgodbo, kako je nemška uprava za voljo postavitve mejnega prehoda podrla domačijo njene družine, ki je tako ostala brez strehe nad glavo. Danes 81-letni gospod Isidor Slevec pa je delil zgodbo o temu, kako je sestra s pomočjo mame ilegalno prečkala državno mejo, kako je najmo streljal nemški graničar, ki je nato izsilil moko in druge potrebščine, zaradi katerih se je čez mejo sploh odpravila. Bodeča žica je od njene prve množične uporabe v prvi svetovni vojni, na grozote katere se spominjamo tudi stoletje po njenem zaključku, postala simbol represije in odrekanja svobode. Opešan zgodovinski spomin je med drugim potreboval temu, da je danes v šengenski Evropi brez meja njena južna meja v Sloveniji užičena še bolj kruto rezilno žico. A kot je bilo nekoč zapisano, so edine prave meje med dnevom in nočjo, življenjem in smrtjo, upanjem in obupom. Vse vmes se meje upre in jih nazadnje premaga. Tako kot so bile premagane okupacijske meje v Sloveniji. V spomin in v opomin na padec meja, zato vabim podžupana profesorja Koželja in vodjo projekta profesorja Repeta, da prerežeta bodečo žico, ki je iz časa druge svetovne vojne in simbolično prekoračita meje tedanjega in današnjega časa in s tem tudi slovesno odprete razstavo. S tem simboličnim dejanjem je razstava odprta. Še enkrat se zahvaljujemo podžupanu profesorju Koželju in županu Zoranu Jankoviču, ki sta nas pri projektu podprla. Še enkrat se zahvaljujemo celotni ekipi Galerije Kapelica in posebej našima glasbenima gostoma, kolegu prvemu rokarju med zgodovinarji, Antončko Kregarju in pa Jerneju Dirmdeku iz zasedbe Mi 2, ki sta nam polepšala večer.